Pozdravljeni, Jure tukaj, Kin Vital. Tokrat v drugem videu, kaj in katere vaje delati v rehabilitaciji po menjavi kolka, predstavljam vaje, ki jih lahko delate po 6. tednu, ko pridete iz bolnišnične oskrbe. V prejšnjem videu sem predstavil vaje od 1. do 6. tedna. Tiste vaje še vedno izvajate in jih izvajate kot ogrevanje za te vaje, ki jih bom pokazal sedaj. Torej, sedaj po 6. tednu ste že lahko odvrgli bergle. Tisti, ki ste morda še boljši pripravljenosti ali pa ste še malo mlajši, ste bergle lahko odvrgli že malo prej. Ampak v vsakem primeru po 6. tednu nekako, če ste izvajali ta naš program, vsekakor lahko hodite že kolikor toliko normalno brez bergel. V prvi fazi teh vaj bomo šli na bilateralne vaje. Bilateralne vaje so vaje, kjer ste na varnem na obeh nogah. Torej, po operaciji kolka se vedno najprej začne z vajami za moč na obeh nogah. Prva vaja, katero bomo omenili, je zelo pomembna vaja in sicer vaja počep. Počep ni nujno, da naredite z ritjo do tal, še posebej ne po takšni operaciji, in tudi, če ga ne morete narediti, ni problema, vam bom pokazal, kako si ga prilagajati. Počep je zelo pomembna vaja iz funkcionalnega stališča in pa seveda tudi stališča stabilizacije vašega kolka. Pri sami postavitvi imejte noge tako, kot vam ustreza, ampak načeloma je postavitev za vaš kolk najbolj optimalna, če ste rahlo navzven s stegni in grejo kolena v smeri stopal. Torej ne na noter, izogibajte se torej pri počepu, da vam bi šla kolena na noter. Ne toliko iz stališča zdravja kolen, kot pa predvsem vašega operiranega kolka. Tlej je lahko problem, da ne pride do izpaha. Zato gledajte, da so kolena v smeri prstov. Počep lahko izvajate torej z lastno težo najprej in z dodajanjem časa. Torej, delajte dlje časa, če boste videli, da ste že sposobni zadržati. Druga pomembna stvar. Pri bilateralnih vajah ste bolj stabilni in je to v začetku za vas varno. Hkrati lahko ustvarite veliko sile in napredujete v mišicah, ampak gledajte na to, da ste simetrični. Pri bilateralnih vajah dostikrat lahko operiran kolk goljufa in vas želi spraviti bolj s težo na tisto zdravo nogo. Izogibajte se temu. Vedno gledajte svoje središče telesa, da je, ko greste dol v počep, v središču med obema nogama enakomerno in da niste na eni nogi bolj s težo kot na drugi. To se morate prisiliti, ker na začetku bo ta operirana noga bistveno šibkejša in tisto hočete trenirati. Torej, obe morate enakomerno trenirati. In tretja zadeva, počep ne potrebuje biti na začetku, če ne zmorete do tal. Zato si dajte neko mizico, stolček, različnih višin, vam prilagojeno in se naučite, da se vsaj dotaknete stola in greste gor. In natrenirajte gib najprej takole. Ko osvojite ta gib in vam postane že enostaven in ste simetrični, kot sem rekel, morate simetrično obremenjevati obe nogi, greste lahko že na nižjo klopco. Recimo vzamete neko tako nižjo ali pa mečkano nižjo zadevo in naredite že malo globi počep, kjer še več mišic dela, kjer je še malo težje in dobite še večjo moč in večjo stabilizacijo kolka nazaj in cele muskulature. Tako da to je počep. Druga vaja, ki jo bom omenil, je deadlift oziroma predklon. Mimogrede, tole utež lahko uporabite tudi pri počepu. Ko boste že enkrat dosti dobri, greste lahko z utežjo gor in dol. Pri vaji, kot je počep, bojo delale mišice sprednjih stegen in pa zadnjih stegen. Medtem ko pri vaji, kot je mrtvi dvig, bojo delali predvsem zadnjična muskulatura in pa hrbet. Tako da zelo pomembna je pravilna izvedba, imejte vedno utež v sredini, poravnan hrbet, odriv z nogami. Vse te vaje so nujne, da se jih naučite, ampak pri nas vam vse to jasno in razločno pokažemo in razložimo, če pridete k nam na terapevtsko vadbo. Ko enkrat končamo bilateralne vaje, tukaj ne omenjam, gremo lahko tudi na naprave, pri nas imamo naprave, kot so potisk nog, to so naprave, kjer v bistvu sedite, za kolk popolnoma varno, mi uravnamo, koliko gremo za utežjo nazaj, koliko gibljivosti boste dobili in vi samo potiskate utež naprej. In s tem krepite eno nogo ali pa obe nogi hkrati. Naslednje vaje so unilateralne vaje.
Ko ste že malo boljši, greste na unilateralne vaje ali pol unilateralne vaje. To so vaje, kjer pa že treniramo stabilnost na eni nogi. Torej, tukaj smo že brez bergel in treniramo stabilnost na eni nogi. In poskušate to narediti tudi tako, da boste na začetku malo bolj varni, da greste na obe nogi in lahko, vidite, takole v takšnem počepu, temu se reče počep z razpredkom nog, torej, da niste tako, ampak naredite počep takole v raznožki. In greste dol in gor in spet obe nogi enakomerno, ali pa greste na eno nogo malo boljše, ali pa na malo zadnjo malo bolj, kot želite, in potem obrnete obe nogi. Tako da tukaj lahko točno kontrolirate, koliko boste dali teže na poškodovano oziroma operirano nogo. Potem znajte se tudi tako, da se primete za palco ali pa za mizo in greste lahko počasi manjši spadni korak nazaj. Torej, spadni korak poln je takole, ampak vi ga lahko začnete do nekje polovice ali manj. Hkrati se držite za mizo ali palico. Vidite. In se s tem pomagate tudi z nogam in z rokam. In seveda druga noga tudi, da primerjate moč obeh nog in probate to operirano nogo zdaj po moči vedno bolj približevati te zdravi nogi. Potem imate še predklon, torej da se probate skloniti in zadnjično muskulaturo natrenirati, spet takole. To je, kar se tiče unilateralnih vaj. Potem imamo še pomembne vaje, ki jih lahko pokažem, so vaje, kot so upogib kolena. To imamo tukaj pri nas na napravi. Na prejšnji vaji, na prejšnjem posnetku, prvem, sem pokazal vaje, kot so iztek kolena. Tukaj bomo imeli pa vajo, kot je upogib kolena, ki jo lahko, samo toliko, da boste dobro videli, ki vam zelo odlično natrenira predvsem zadnjične mišice. In sicer namen te vaje je, da aktivirate mišice za kolkom oziroma zadnji del kolčnih stabilizatorjev. Kaj z vsemi temi vajami dosežemo? Dosežemo to, da vaš kolk stabilizira spredaj, od strani in zadaj. To pomeni, da je tudi možnost poškodbe med hojo, funkcionalnim življenjem pri vas zdaj bistveno manjša. No, pa gremo zdaj še na funkcionalno življenje. Tokrat smo obdelali vaje za moč, različne vaje za moč, ki jih pri nas že lahko vključujemo od 6. tedna naprej, ker je pa funkcionalnega, pa lahko zdaj, ko ste odvrgli bergle, da se boste še malo bolj varne počutili, pa hkrati, da boste hojo še pospešili, vzemite palce in izvajate nordijsko hojo. Nordijska hoja je kot prvo zelo odličen način treninga, pa hkrati vam omogoča, da se počutite varno in stabilno in trenirate simetrično hojo. Ne poudarjam, kadarkoli delate hojo, ali v prvem koraku, ko delate z berglami, v manjših korakih jo delate simetrično. In tudi tokrat sem rekel, delajte hojo zdaj z daljšimi koraki, že močnejše, hitrejše, bolj intenzivno, ampak še vedno gledajte na to, da je simetrično. To je prvo in pomembno pravilo. Tako da, evo, da pa kar veselo na delo, te vaje vsak dan delati. Bodi si doma, bodi si pri teh vajah, ker zdaj že rabite pripomočke, da se jih naučite tukaj pri nas na terapevtski vadbi. Tako da gremo zdaj še na zadnji korak, kaj zdaj delati za dolgoročno zdravje po operaciji kolka ali pa če se pripravljate na operacijo kolka.